Pozdravljeni! V teh mesecih, ko je Formula 1 mirovala zaradi koronavirusa, smo bili bombardirani s takimi ali drugačnimi novicami, katere so prikazovale Charlesa Leclerca kot nekako zvezdo prihodnosti v Formuli 1. In v naslednjih minutah si bomo pogledali, ali so te zgodbe na neki osnovi, ali gre samo za spretno igro tistih, ki so zadolženi za stike z javnostjo. Ko sem prebiral znani blog Lea Turinija Profondo Rosso, sem malodane ostal odprtih ust. V zelo kratkem zapisu, katerega je objavil pred nekaj dnevi, je povzel 3 stavke, katere je izrekel Mattia Binotto. In ti stavki so naslednji: Charles Leclerc bo postal največji voznik vseh časov. Tudi Carlos Sainz mlajši je material bodočega svetovnega prvaka. In na koncu je izjavil, da nima nič proti, če gre Sebastian Vettel v Mercedes. Saj tako so povzete vsi 3 stavki, da se bomo bolje razumeli, nisem dobesedno prevajal. A vseeno, če začnemo pri zadnji izjavi, ukolikor gre Sebastian Vettel v Mercedes, se bo po mojem mnenju tam počutil kot doma. Namreč obkrožalo ga bo kar nekaj tehnikov, katere pozna izjemno dobro, še s časov Ferrarija. A če se vrnemo na našo temo. Sam smatram, da nekdo, kateri je vodja skuderije Ferrari, mora vedeti, kaj govori. In odkot Mattii Binottu znanje, da bo postal Charles Leclerc največji voznik vseh časov, me je pustilo rahlo presenečenega. Namreč, če pogledamo 2 mejnika, s katerimi se bo moral primerjati Charles Leclerc, to sta Michael Schumacher pa Lewis Hamilton, vidimo, da Michael Schumacher je prvič postal svetovni prvak leta 1994, ko jih je imel 25. Lewis Hamilton v svoji drugi sezoni leta 2008, ko jih je imel 23. No, Charles Leclerc je rojen 16. oktobra 1997 in ukolikor v tej oziroma naslednji sezoni ne bo niti v boju za naslov svetovnega prvaka, ne vem, kako osnovo ima ta izjava Mattija Binotta, kajti ukolikor hoče biti Charles Leclerc največji vseh časov, mora potolči tako rekorde enega kot drugega in mislim, da tu ni dvoma. A Charles Leclerc do sedaj je dosegel 2 zmagi za svetovno prvenstvo Formule 1, kar je res zavidanja vreden rezultat. A vseeno, če primerjamo številom pole positionov, ki jih je imel v sezoni 2019, ni bil ne vem kako učinkovit. Poleg tega pokazal je veliko mero šibkosti, predvsem v tistih dirkah, ko ni šlo vse po maslu. In tu mislim na veliko nagrado Monaka, govorimo o dirki in ne o kvalifikacijah, govorimo o veliki nagradi Nemčije. Prav v veliki nagradi Nemčije smo videli, po mojem mnenju, kaj pomeni biti talentiran, če gledamo vožnjo Maxa Verstappena, kateri je zmagal tisto dirko, katera je bila vse prej kot predvidljiva. A pustimo, to je moje osebno mnenje. Kot sem že omenil, v teh mesecih smo videli Charlesa Leclerca praktično povsod v teh medijih, kateri so tako popularni in kateri govorijo o Formuli 1. Igral je igrice, snemal je reklame z znanimi režiserji, kot da na primer Sebastiana Vettela pri Ferrariju sploh ne bi bilo. In tu je treba poudariti nekaj, da Sebastian Vettel ima rad zasebnost, ne rad se pojavlja v takih medijih in daje izjave prek raznih profilov. On je bolj zasebne vrste človek. Dvomim, da bi lahko rekel, da je sramežljiv, a mislim, da smo se razumeli. In prav tu se poraja moj dvom. So vse te zgodbe, katere pravijo, kako je bodoča zvezda Charles Leclerc praktično obsojen biti eden izmed največjih vseh časov, le konstrukt tistih, ki so spretni v manipuliranju z javnostjo. Ne vem, če pogledamo, kaj je pokazal Charles Leclerc na progi in kaj je pokazal izven proge, je tudi možnost, da je ta teorija osnovana na neki resničnosti. Sicer pokazati mora še marsikaj, premagati na primer Maxa Verstappena, kateri je do sedaj v medsebojnih bojih bil izjemno bolj uspešen. Tudi če primerjamo tisto, kar je pokazal Charles Leclerc v sezoni 2019 in kar je pokazal Sebastian Vettel v sezoni 2019,
vidimo, da velikega razkoraka med obema ni bilo. Sicer Charles Leclerc je dosegel nekaj točk več, a bistveno hitrejši, po mojem osebnem mnenju, ni bil. Ukolikor bi bil hitrejši tistega trka na veliki nagradi Brazilije, po mojem ne bi bilo, kajti Sebastian Vettel ga ne bi ulovil. A menim, da pri skuderiji Ferrari rabijo nekega junaka, kateri bo pomiril navijače, v katerega bojo položili svoje upanje in na to, ukolikor ne bo dosegel naslova v določenem številu let, ga bojo pač zamenjali. Če pogledamo, kaj se je zgodilo naprimer s Fernandom Alonsom in sedaj s Sebastianom Vettelom, nam je jasno. Njihov rok trajanja tam 5-6 sezon. Zato menim, da ukolikor Charles Leclerc ne bo pokazal izjemnih predstav v tej in naslednji sezoni, vse te izjave o tem, kako je največji vseh časov, so bile in bodo le propaganda nekaterih, kateri skrivajo svojo nesposobnost za podobami drugih. Toliko o tem, kar vidimo v množičnih medijih. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.